Ne. Tle pa ni benih tokov, tle moraš se boriti z valovi. Ja, tle prideš dol do Galapaškega otočja, ne, bo spet neka atrakcija, recimo, ne. Galapaško otočje je dobro malo videti, ljudem prikazati. Želvo malo pozdraviti. Ja, kakšna želva, te bo malo kil, kakšen prst ugrizel. Ne, je, veš. A je, tudi, ja, ugrizel, to je vsak lazen pride, kaj, ja. Ampak vse so živalce, so prijazne, če si ti nekje na nivoju. Vse imam ne nazadnje tudi potapljače, ki to spremljajo skozi, imam kamere, sonar je praktično uporabno več čas. Vse, kar se vidi pod vodo, se tudi na ladji vidijo, ker ta tehnologija danes omogoči. Takrat, ko jaz plavam, je vse na trnih, je vse, pridejo morski psi in me tako obvestijo, ker jaz imam skrin, ne, mi že obvestijo, morski psi se bližajo, recimo, ne. Zdaj pa rečem, a veste kateri, zdaj ljudje toliko ne poznajo, ne, jaz pravim, z belega morskega psa se ve. Se približno ve, ne, ljudje pa niso toliko seznani z bolšarkom, to reče morskim bekom, ne, ta je neumen, ta je strahotno agresiven, ta je veliko hujšega od belega, recimo, ne. No, če pride beli pes, če pride bolšak, recimo, je treba tako iskati delfine. Tako je delfine iskati, ne, kje je kakšen delfin, da ga povabiš, da pride k meni, ker delfin me bo rešil, tam me bo, ne. Tam, kjer je delfin, tam ne bo bolšak. Če bo prišel do mene, se mu zapečil vampe noter, se mu zapečil mahur in bo šel dol, ga bo potopil, ne. Ker delfini imajo nas radi, recimo, ne, so zelo tako, ne. Sam, na kakšen način te bo rešil? Ja, Preplaval bo, a je delfin hitrejši od morskega psa? O ja, plava, ne, ja, dva, delfin je mnogo hitrejši od psa. Če delfin gre na fol, na gas, pritisne, tega ne bom pa sojel nikoli, ne. Samo delfin, jaz to nikoli nisem razumel in nikoli ne bom. Recimo, oba sta tam 2,5–3 metre dolga. Ja, približno, ne. Nekje je dobro, res ima ta bolšak, tiste plavoti čudne, ne, tisti širok gobec, ne, malo drugačen je. Ampak zakaj je ta morski bik tako neumen, ne, recimo tako agresiven, da me hoče roko trgati glavo, me hoče ugrezniti. Delfin pa pride do mene, pa me tle hoče se pobožati z mano, ne. Jaz ga pobožam po glavu. Tako, se mislim, en mečken del v glavi narobe nekaj, ne, kup možganov, ne, in kaj je tistih možganih tako botazga not, da je ta tako agresiven pa tako prijazen, recimo, ne. In da se privabiti, praviš, če pride recimo na morski pes, lahko privabiš delfina. Delfini vejo vse, ribe moraš metati, ne. Ribe, hrana, moraš imeti, ene 2 škafa, moraš imeti rib tam, ne, nalovljeni. Vse me ribe skozi lovijo. Zmeraj kakšen v bližini. Zmeraj in ga moraš držati. Ali pa, če jaz recimo, ko on začne plavati okoli mene, ko ga videvam, začnem ga poslušam, ker delfini komunicirajo med sabo. Take frekvence spuščajo. Ja, to imajo take visoke frekvence in jaz poskušam pod vodo to posnemati. In oni to slišijo. In so čisto zmešani, ne, ker se z njimi pogovarjam. In pridejo do mene, moraš vedno, ko pride do mene, moja ekipa vedno, kakšno ribo vrže noter, ne, tako, ne. In bolšak ne bo prišel do mene nikoli, ker bolšak ve, da se mu bo zapečil mahur. In delfin, ko ima tisti rivc naprej, takole, ne, nos tak, direkt v mahur ga bo zabil, mu mahur poče psov, ne. Delfin morskega psa. Ga bo napadel, treščil. ga bo treščil in ko mahur poče, se bo pes potopil in bo crknil noter nekje. To je prva stvar, ne. Druga stvar je, da jaz recimo sem pripravljen, ne, da imam tle nože, 2 noža, ko pride, ker bolšak, recimo morski pes, beli morski pes napada tako, da pride do tebe. Beli morski pes ne bo nikoli prišel tako direkt, ko raketa pa se zapiče vate. Ne bo prišel, on pride do tebe in te opazuje. Ti se ne smeš ustrašiti, moraš plavati. Ga opazuješ, jih pride tudi več, ne samo jedni, z vseh strani pridejo. Jih imaš celo vojsko okoli, ne. Samo plavajte, nič se ne boj, oni boš ne s tabo, oni boš ne s tisto hitrost. Ja, so ferčni, so lačni. Ja, ferči so, veš, ti moraš vedeti, ti si prišel v njegov dom, v njegov področje. Tukaj tle sem jaz gospodar, tle nisi ti gospodar, to je moje področje, to je moj dom. Ti si prišel v moje domočijo zdaj. In zdaj, da vedemo, kaj bi ti rad, ne. Ti greš svojo pot, oni rečejo pol, ja, no, se ta je v redu, fant, ne. Dajmo ga pustiti pri miru, naj gre svojo pot naprej. Lahko pa ne. Ko pa pride dosti blizu, vse jaz gledam levo, desno in skozi opazujem. Imam tudi potapljače gor na čolnih, ki so na plovilih, ne smeš
jim dovoliti, da zganjajo cirkus zaradi tega. Oni naj grejo svojo pot, jaz vsem rečem, ne motiti žvaldo. Če so zraven, ne motiti, ti snemaj, vse to snemaj, delaj svoj posel, pa jih pusti primeriti. Ne da boš ti streljal nekaj, pa zbadal jih, da bo krep, pa to pa še slab za mene, potem recimo, ne. Pusti žvaldo, naj dela svoje. Če so prijazni, imajo svoj sistem. A imajo ti na ladjah tudi kakšne take kamere na dolgih šlankah, da lahko pod vodo? To imamo mi vse kamere. Imamo mi z ladje mi nimamo nič. Ladja je tam stran. Mi imamo te dodatne čovne, ki imamo vse gor na teh. Vodne kamere. Vse imamo mi na teh dodatnih čovnih. Na jet skijih, na dodatnih plovih, na moje imamo mi se to urejeno. Ladja je stran tam bolj, ne. Ker če ladja blizu, pa da kuhajo hrana, da še jim še slab za mene. Ne sme dešati po hrani, ker morski psi grejo za hrano, za vonjem. Ko ladje pucajo gor nekaj, ne vem, nekaj me to spušča v vodo noter, to žval da voha, recimo, in grejo. Zato je tle v Jadranu, če dalje več, vse kruzarke prahajajo, se imamo teh morskih psov noti, še nikoli nismo to imeli. Zakaj ne? Ker tudi kruzark nikoli ni bilo. Zdaj jih imaš pa po 3, 4, 5 jih je parkiranih samo v Dobrniku. Grejo v Split, grejo v Zadar, grejo v Reko, v Slovenijo pridejo, vojska prahaja. Te 300-350 metrov dolge vojaške ladje. Ali to je ne hrane? Tega včasih tega nikoli ni bilo v teh naših krajih. Zato pa imamo toliko teh in ketov in morskih psov raznih, nikoli ni bilo toliko teh, ne rekel golazni, ampak teh žvalitev v Jadranskem morju. V Jadranskem morju je bilo čez težko morskega psa vedeti. Danes po 4